Na Mekinskem stadionu so potekale 18. letne igre specialne olimpijade Gorenjske, ki se jo udeležijo učenci oziroma mladostniki s posebnimi potrebami. Nastopilo je 10 ekip, med njimi tudi 2 kamniški, vseh udeležencev pa je bilo 203. Specialna olimpijada ima v Sloveniji že kar 20-letno zgodovino približen, svetovna specialna olimpijada pa je še daljša, od tam 70 let je bil začetek v Ameriki. Gre za to, da organiziramo tekmovanje za osebe z motnjo v duševnem razvoju. Specialna olimpijada je organizirana tako, da je razdeljena na regije in danes smo priča takim regijskim igram, ki potekajo vsako leto. Tekmovali bodo v atletiki, v košarki in pa v namiznem tenisu. Eden izmed smotrov specialne olimpijade je prav ta, da bi se število tekmovalcev, ki tekmujejo, povečalo. In ta smotr se uresničuje iz leta v leto. Seveda, same regijske igre so, bom rekel, vodilo oziroma priprava za državne igre. Veljalo ne bi načelo, da tekmovalec, ki ne tekmuje na lokalnem nivoju, ne bi šel niti na državne igre. Ker je to priprava tako iz socializacijskega vidika kot tekmovalnega. Same državne igre pa veljajo kot izborni kriteriji za udeležbo na svetovnih ali evropskih igrah, seveda v kombinaciji s turnirjem, ki ga organiziramo v posameznem športu na 2 leti. In kakšni so uspehi Gorenjske regije? Ja, prav letošnje leto sta se 2 tekmovalca udeležila evropskih iger specialne olimpijade v Varšavi, to sta bila Mateja Bizjak in Miha Zupan, ki sta bila oba zelo uspešna. Mateja je celo zmagala v svoji skupini, Miha je bil pa 4. In še pogled z organizatorskega stališča. 11 iger specialne olimpijade je z organizacijskega vidika velik zalogaj, kajti danes tukaj le gostimo 203 tekmovalce, ki nastopajo v tekmovanju v atletiki, elementih košarke in pa elementih namiznega tenisa. Tekmovalci imajo pravzaprav za vse to prilagojena pravila njihovim sposobnostim in tudi naloge so izbrane glede na sposobnost teh tekmovalcev. Prihajajo iz 10 zavodov z Gorenjske, zdaj posebej ne bi naštevala. Konkretno naša šola, osnovna šola 27. julij, na tem tekmovanju ima 8 predstavnikov in sicer vsi tekmujejo v atletiki. Kako pravzaprav poteka prijava? Športniki trenirajo skozi celo leto in na podlagi rezultatov, ki jih dosegajo v celem letu, trener prijavi ekipo z rezultatom, ki ga pač na tekmovanju naj ne bi presegli, ker sistem je organiziran tako, da se tekmovalci razdelijo v skupine nekje od 3 do 8, tako da se zagotovi čim več zmagovalcev oziroma čim več prejemnikov medalj. Člani skupine Lastovka iz društva Sožitje pa so pripravili zanimiv kulturni program v Ugoru.